pozdrav vsem. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo, da je zdravo življenjsko okolje temeljna vrednota, ki smo jo dolžni ohranjati. Samo v takem okolju lahko uspešno razvijamo politike na ostalih področjih. Omejenost prostora nas sili k vodenju učinkovitih politik na področju okolja in prostora, ki bodo na eni strani omogočile ohranitev čiste in neokrnjene narave in na drugi strani izrabo naravnih virov in tako prostorsko ureditev, ki bo na eni strani ohranila temeljne značilnosti kulturne krajine, na drugi pa omogočala trajnostni razvoj. Z teh razlogov so ključne prioritete našega programa na področju prilagajanja podnebnim spremembam, na področju zaščite vodnih virov, zemlje in okolja, na področju varovanja prostora in na področju pospešene gradnje neprofitnih in ostalih najemnih stanovanj. V okviru teh prioritet mi dovolite, da kot posebej pomembno izpostavim področje prilagajanja podnebnim spremembam. Gre za področje, ki ni povezano samo z energetskimi vprašanji, pač pa tudi z vprašanji prehoda na obnovljive vire energije in z ostalimi vprašanji. Na tem področju bomo oblikovali predlog za zeleno davčno reformo, z njo spodbujali uporabo obnovljivih virov in preprečevali negativne vplive na okolje. Okolje bomo promovirali kot vrednoto in uvedli rešitve, po katerih bodo ljudje odnos do te vrednote prelili v svoje nakupovalne vzorce in seveda v vzorce obnašanja v okolju. Naprimer, eko-označevanje, stimuliranje nakupa varčnih žarnic, oprostitev davkov za hibridna in električna vozila, sistematično izvajanje zelenih javnih naročil, postopno zamenjavo vodovodnih omrežij, ki so iz azbestnih cevi do leta 2020 in pospešeno zamenjavo azbestnih kritin, kjer bomo poseben prispevek in poudarek dali na šolskih in vrtčevskih zgradbah. Hvala. Tudi jaz vam želim dober dan. Takoj, ko je znanstveno-raziskovalna sfera dala jasen signal o globalnem segrevanju ozračja in o antropogenih razlogih za to, je evropska politika začela ukrepati. Hkrati z evropsko, pa tudi slovenska. Hkrati slovensko, oziroma pobudnica na slovenski strani, pa je bila Slovenska demokratska stranka. Veliko je bilo raznih akcij po Sloveniji organiziranih, ne le v zadnjem času, ampak lahko rečem kar v obdobju 2 let. Veliko smo postorili tudi posamezni funkcionarji, pa tudi tisti, ki se s politiko v stranki ukvarjajo neprofesionalno. Seveda pa ni dovolj, da so ukrepi zgolj politični in da se dotikajo samo znanstveno-raziskovalne sfere in gospodarstva, ampak je izredno pomembno to, kar je gospod Černač omenil že pred mano, da tudi ljudje vedo, kaj delamo in da temu ustrezno ukrepajo. Zato smo se zdaj v tem obdobju, ko je predvolilni čas in so ljudje nekoliko bolj občutljivi do političnih vprašanj, odločili, da bomo en dan posvetili okoljskim temam in da bomo v tem dnevu stopili do ljudi, jim povedali, v čem je problem in jih poskušali nekako povezati tudi z temi našimi napori po zdravem in čistem okolju. No, ta dan bo prav jutri, ko so v različnih volilnih štabih pripravili najrazličnejše akcije, pustili smo jim proste roke, pustili smo jim ustvarjalnost, da sami pogledajo, kaj je v teh okoljih tisto, kar terja določeno akcijo. No in zelo zanimivo je pogledati, kako so se ljudje odzvali, in potegniti vzporednico s podnebnimi spremembami. Mi smo rekli v stranki, da bomo pripravili celovito strategijo ukrepanja na področju podnebnih sprememb in ta strategija zajema 2 področji. Eno je področje omejevanja izpustov toplogrednih plinov, drugo je področje prilagajanja na podnebne spremembe. No in tudi v te 2 skupini lahko razvrstimo akcije, ki so jih posamezni odbori pripravili. Tako recimo v tej skupini, ki pomeni ukrepanje, so akcije, ki so zdaj resnično potrebne, to je pomoč prizadetim v ujmah. Številni odbori, kjer ujme niso tako prizadele njihovega okolja, so se pridružili tistim odborom, kjer so ljudje zelo trpeli, kot je recimo Destrnik.
No, drugi so pa tisti ukrepi, ki pa pravzaprav pomenijo preventivno ukrepanje. Takšna akcija bo recimo deljenje ekoloških vrečk v Celju. Tam se je volilni štab odločil, da je eden izmed problemov sodobne potrošniške družbe tudi uporaba plastike, uporaba plastičnih vrečk, ki se potem nabirajo seveda tam, kjer pač tečejo stvari v morjih. In da bi ljudi opozorili na to, naj uporabljajo eno in isto vrečko večkrat in naj uporabljajo takšne vrečke, ki se jih da tudi oprati. Na ta način se jim bomo tudi pridružili. Seveda pa so potem tudi tu razne akcije, ki so pa čisto klasične, kot je recimo čiščenje okolja, zelo inovativni pa so tudi pristopi, kot je recimo, da bodo odšli naši člani z številnimi somišljeniki, pa tudi s tistimi, ki se morda s politiko manj ukvarjajo, pa jim je mar za naravo v parke in bodo tam poskrbeli za ustrezno urejenost. Hvala lepa.